Ljudje in ljudje, ne poslušate 158. epizodo podcasta Obod podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obod, odjebite Britanci, ovdje dencamo, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Igor in Mito sta se oglasila, vseeno naša Ana Šturm, ki je gostja, se pa ne more oglasiti, ker to imamo naknadno. Okay. Recimo, da je to bila Ana Šturm, ne bomo šli v to. Skratka, Ana bo z nami že 9. in to je absolutni rekord na podcastu in ga še zvišuje, tako da pižama se bo počasi pritožil na sončno centralo. Današnja epizoda je posvečena filmu RRR, to ni gusarski film, ampak prihaja iz indijske celine, Rise, Roar, Revolt ali po slovensko Rasti, rjovi, rezistiraj, ki si ga lahko ogledate na Netflixu. Če filma slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati, pogledajte ga in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno opravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se nič ne nameščajte, ampak po konci, kaj sti, zdaj bomo skakali z mostu, pod tigri in levi, metali motorje v zrak, predvsem bomo pa plesali. Maestro, eno staroselsko, lokalno in divjo. Super, no, tako kot smo povedali v uvodu, danes delamo RRR, to ni gusarski film za vse tiste, ki ste slučajno sprašujete. Pojasnili so nam, nekako pa tudi jaz sem pogooglil, da to pomeni Rise, Roar, Revolt, se pravi rasti, rjoveti in revolucija, oziroma rezistiraj se. Rezistiraj Ja, se. zdaj, žanrsko sem jaz tole prelepil v epsko, fantazijsko sem dal v oklepaj, ker ne bomo žalili drugih kultur, če se jim to zdi neka splošna, sprejemljiva antigravitacijskost. Akcijska glasbena drama, ki je posneta v indijski teluščini, za tiste, ki pač ne veste, to je eden od uradnih jezikov, vsaj upam, da uradnih jezikov v Indiji, da nisem kaj pomešal. Eden največjih. Tudi eden največjih jezikov. Ustvarjalci so režiser S.S. Rajamouli, ki je najdobičkonosnejši indijski režiser in znan po tem, da snema najdražje, skratka, in najbolj gledane žanrske filme. Večinoma so same take fantazijske akcijade, Megadera, Ega, Bahubali, drugače pa naredil tale Bahubali je pravzaprav v 2 delih in sta do zdaj bila pač največji uspešnici iz 2015-2017. Scenarij pa napisal skupaj z Jendro Prasadom, ki je mogoče njegov fotor, če sem jaz prav zasledil, njegov fotor in njegov stalni sodelavec. Tega si jaz ne znam predstavljati, ampak v redu. V bistvu je kar družinski film, ne? Mislim, da je njegova žena, kostumografinja na tem filmu, pa avtor glasbe je pa bratranc. Ob vsem tem budžetu. Pa ob vseh teh ljudeh v Indiji. To je tudi res, ja. Tam ni to tako v Sloveniji, ki sta si res lahko dva v sorodu, ne da bi vedela. Skratka, igralce, bomo tako rekli, jaz jih ne bi našteval, ker ne vem, zdaj tole upam, da se ne sliši preveč rasistično, ne vem, koliko vam karkoli pomeni. Ram Charan je sicer, jaz sem gledal, sem pripričan, da sem ga nekje že videl, ampak se priznam, da kolikor sem čekiral, ne vem. In pa Rama Rao Junior je tudi, sta v glavnih vlogah, skratka, za tiste, ki vas zanima, pač pogledajte še, kaj ste drugega igrala. Veliko je teh, skratka, indijskih, tudi spektaklov, fantazijskih, zgodovinskih dram in tako naprej, v katerih ste igrala, tako da si to pogledajte. In ker se teh igralcev ne bomo omenjali, tudi potem Britance oziroma tistih, ki igrajo Britance, ne bomo, da smo vse tukaj enakomerni. Moje prvo vprašanje za vas tri je, kaj za vraga je bilo to? Kaj je to za, mislim, kako ste se,
A gledate veliko, recimo, indijskih filmov, ker jaz moram priznati, da je to moj, ne bom rekel, da prvi bollywoodski ever, ampak verjetno sem... Sploh ni bollywoodski. Oziroma, ni bollywoodski, no, ampak ja, to je zdaj spet malo rasistično, ja, ne smemo tako. Bom rekel tako, prvi indijske produkcije po dolgem času in še prej, če sem gledal, kaj so bile, pač niso bili glih njihovi komercialni filmi, ampak so bile bolj kakšne art zadeve in moram reči, da sem se res soočil s tem, pa ne plesem, dobro, se to imaš tudi v ameriških, sem gledal, ampak s to, ne vem, no, s čim sem se soočil. Ja, s čim si se soočal? Mogoče Ana, ti, ki se gostja, pa od tebe pričakujemo veliko modrosti danes. Mogoče ti začneš, kaj smo pravzaprav, kako v bistvu gledalcem sploh povedati, kaj bojo gledali, ko vklopijo ta film na Netflixu? Ja, jaz bi rekla, da najboljši film vseh časov. Okay, mogoče ne vseh časov, ampak ne vem, se mi zdi, da je to je film, ki je pač na 12. To je film, v katerem je pač vse, kar si lahko zamisliš, da je in še več od tega. Ne vem, jaz bi rekla, da je to neka mešanca, ne vem, Mad Maxa, Gospodarja prstanov, Robina Hooda, se pravi, res, mislim, tudi v enem filmu je toliko veliko žanrov stlačenih, dogaja se non-stop, vsi imajo ves čas veter v laseh, skratka, mislim, ni da ni, tako super. Jaz sicer sem približno pričakovala, oziroma sem približno vedela, kaj lahko pričakujem, ker sem pač prej že gledala in bila absolutno največja fanica filmov Bahubali začetek in Bahubali zaključek. Dejansko smo oba filma lahko videli tudi v kinu v Sloveniji, predvajali so jih na festivalu žanrskega filma Kurja Polt in to je definitivno, mislim, ena izmed tistih kinoizkušenj, ki jih nikoli ne bom pozabila. Mislim, tako te filme je vsaj meni, mislim, jaz sem res velika fanica epskih spektaklov in meni je to res čisti filmski užitek. In ne vem, mislim, noro mi je dobro gledati, tako da hvala, da ste me povabili v ta podcast, ker sem si lahko še enkrat pogledala ta film. A si ga uspela to si včeraj še enkrat gledala? Ja, v bistvu včeraj sem bila do 3 po konci. Okay. Ampak mi ni bilo čisto nič težko. Mogoče na tej točki pozovem, Igor, a boš poskušal vseeno obnoviti štorijo tega filma za vse tiste, ki mogoče niste. Se simpel je v resnici, ja. Je pač zgodba o najprej spremljamo, kako se ljudem zgodijo slabe stvari in potem se jih probajo razrešiti. Super, najbolj generični opis. In jih potem razrešijo, seveda, čisto na koncu. Zdaj, glavna junaka sta tale Bim, Komran, oziroma Komaram, Bim, ki prihaja iz nekega tam iz gozda, ki se odpravi rešiti svojo čakinja. Sestro. Sestro? Ona ima brat, govori se vse. Mišljeno to sprvno. Ki so jo zlobni Angleži ugrabili zato, da jo imajo... Ker so zlobni. Ja, ker so zlobni, to še to. Ful dobro je v risanju na roke, v tisti njihovi... Pa poje lepo, pa jo... Moje v dnevni sobi. To, da poje lepo, je debate. Riše pa res lepo, ti se je tudi meni dopadlo. In potem še drugi junak, torej Raju, ki pa je častnik v indijski vojski oziroma policiji, ki se trudi napredovati, kot kasneje ugotovimo, zato da bi prišel do orožja, s katerim bi lahko revolucijo sfural. In ona dva sta v bistvu vsak ima svoj cilj in njune cilji se križajo in potem sta v sporu in sta prijatelja in sta v sporu in na koncu rešita Indijo izpod britanske opresije. Ja. Vmes tudi pojeta in plešeta, vmes se borita s tigri in tako, da imata tigre na svoji strani, enega malo križajo. Mečeta tigre in jaguarje v ljudi, uporabljajo jih kot orožje. Kot je rekla Ana, epski film.
Ja, prav res je epski film. Jaz res moram priznati, da tako kot Ana. Jaz sem ga sicer pogledal v 2 delih včeraj, ker je bil vmes fuzbal, ampak jaz ne vem, kdaj sem nazadnje tako užival v gledanju filma. Ker res, jaz mislim, da od prve minute ti je približno jasno, kaj bo, ampak potem je samo še več tega. Ja, Res nor film. Mito, kako je bil v tebi? No? Ja, čisti užitek. Ja. Ja, sem ga v enem kosu pogledal. Sicer, Ti se boš še s tem hvala. ja, moram se. Jaz sem do 2 jutro bedel sicer. Ker vmes sem pa zaspal, me je zmanjkalo malo, potem sem se pa zbudil, pa hitro nazaj prevrtel. In glih tam, ko mislim, da Bim poje ono zelo čustveno pesmico ljudstvo, da ostane in se opre, tisto je bilo fucking epic. Ja. In to bi tudi nekako opisal cel film, celo izkušnjo. Ne? To je epopeja na levelu Lawrence of Arabia ali pa Ben Hura, grški level mitos, pač v indijskem kontekstu. Čeprav razumem, sta to 2 resnični zgodovinski osebi, ki sicer, koliko vem, in real life nikoli se nista srečala. Nista v istem času živela. Tako da je to fantasy, ampak to je, ne vem, kot da bi gledal nek grški epo Herakleo, ali mislim Herkulesov, nekaj tazga našopano z Snyderovsko estetiko, pa 80s blockbusterjem, noter vržen melodrama, opera, romantična komedija, akcija, ni da ni, vse enotne. In ja, užival sem čisto vsako minuto. Ja. Res je neverjetno, od uporabe počasnih posnetkov, kjer Snyder nima za burek, do tudi jaz moram reči, da recimo, pa ne da bi podcenjeval film, ne, ampak se mi zdi tako, tudi CGI, pač te računalniško generirane stvari, so bile čisto ok, no, moraš reči. Ja, valjda se niso trudili, da bi izgledale normalno, mislim, naravne, ker noč v filmu ne zgleda naravno. Če bi probali, ne vem, Lion King estetiko dati tu not, oziroma do te mere doterano, ne, bi izgledalo čudno. Mislim, da mora ta tiger izgledati malo narisan. Malo fantazijski, ja, ker pa še pač v kontekst. Ja, ta film, če kaj, ta film swings hard. To je tako, res tako se rekla Tina 12, da bi celo 13 rekel. Dajmo si upati. Ampak vse, kar je narejeno noter, je tako over the top, da težko v bistvu rečeš, da se jemlje resno, pa hkrati se, a veš, taki čuden miks je vsega noter, ker lahko bi imel za to, mi smo že v OFO imeli predvsej debat, najem kasta, pa nacionalizem, pa sodobna indijska politika, pa tako naprej, ampak nekako težko se pogovarjaš tudi v tem kontekstu, ker je pač tako komično, ne? Že Bad Guy, na primer, ne? Britanci so čista groteska karikatura, zgolj taka površina nekih mustache wielding bad guyov, ki sploh težko jemlješ resno, ne? V bistvu pač to na pol hudiči so, oziroma če bi še hudič bi rekel, fuck, to je pa že over the top. Tako, res gre hard, ne? No, v bistvu ne vem, koliko si ti imel priložnost spoznati, kaj Angležev, ampak... Ali hudiče, ali... Ne, Angležev, vse ni tak pretirano. Dovolj. Malo. Dovolj. Ja, načeloma so bili karikature v Indiji, ker njihova oblast je bila še kar naporna in mučenje, tako, ampak ja, definitivno niso čisto vsake minute, medtem ko Britanke so bile pa zelo prijazne. No, razen guvernerjeve žene. Tako guvernerjeve žene, ampak ona je že na takem položaju, da ne more biti. Pa mislim, da je tukaj še ena stvar, ki smo se jo tudi mi že prej pogovarjali, ki se mi zdi, da jo treba omeniti, pa se mi zdi, da prispeva k temu užitku ob gledanju tega filma, ker je že sam režiser rekel, da se je navdihoval tudi pri Quentinu Tarantino oziroma Inglourious Bastards. Predvsem v tej sceni, ko v bistvu Tarantino se pravi briše zgodovinske dogodke in zažge Hitlerja v kinu in v bistvu ta nek poseben užitek, ki pride iz tega, da pač zažgeš Hitlerja in zmagaš. Se mi zdi, da na podoben način v tem filmu funkcionira ta odpor proti kolonizatorjem, proti Britancem in da to prinaša še en poseben level užitka v tem filmu, ki se še nalaga na vso to pač hudo akcijo in mislim, ja, hude plesne točke in vse skupino. Ja, dosti stvari sicer ne smemo jemati iz kulturnega konteksta, v katerem so noter, ampak recimo, kar je bilo meni
zanimivo. Zdaj pustimo, da omenili smo že, da je akcija precej fantazijska, da je skratka, pri vsaki akcijski sceni se režiser verjetno ne bo vprašal, kako bo to čim bolj izgledalo kul, še lepo, a je to, mislim, verjetnost sploh ni bila nikjer v bližini, samo je bilo, kako bo to izgledalo čim bolj kul. Ampak tisto, kar je meni recimo tudi navdušilo pa presenetilo, je, da mi imamo tu zgodbo dveh revolucionarjev, dveh zelo maskulinih moških, kako bi človek rekel, dveh nabildanih, pač tam lahko pretepe, drži tigra na razdaljo, s ketnami ga skratka zadrži, ta drug premlati množico ljudi, ne hecam se množico, če gledate kaj, 10 minut prvih pogledajte, a po drugi strani pa ste tudi zelo v stiku z nekimi svojimi čustvi, ta njuna bromance, ki se nam deluje, ne vem, tudi res totalno pretirana in nora, pač, ampak ona dva se dobesedno, ko se ona dva zagledata, je kot da bi gledal romantično komedijo, ki se pač junak in junakinja v klasični, Meet cute. Vidite. Ja, tako, meet cute, ja. Je dobesedno tako, on mu pomaha z mosta, tako je, on mu nekaj pokaže, noben ne razume kaj, ampak ona dva takoj se razumete tudi brez besed. Ja, ne, se tu je na nek način, recimo, če primerjamo to z ameriškimi akcijskimi filmi, sploh z 80-ih, ne? Imaš v Predatorju tisto sceno, ko si Schwarzeneggerjev lik in ne vem, zdaj ker drug, mislim, da Carl Weathers, da ta roko in je tisto, ko si mišice pokaže, ne? Stisk roke kaže pač tole neko zavrtost zahodne civilizacije do čustev v primerjavi s tem. Ne, ne resno mislim, ne? Tisto, ne? To je izkaz čustev med dvema moškima v kanonu akcijskega filma zahodnega. Jaz bi mogoče dal bolj sodoben primer tukaj, zadnji Top Gun. Ki imaš v bistvu eno izmed redkih, ima ta dosti podobnosti, ima oziroma 3x R, bom rekel, ker drugače sem zlomo, z Top Gunom. Pač gre se o nekem nacionalističnem mitu, ženske so tam samo za privesek, pa imaš tale scena, naprimer, kao odnos dveh moških, ne, Val Kilmer, Tom Cruise, kako se ona dva pogovarjata čustveno med sabo, kot neka dve zmrznjeni lučki v zmrzovalniku noter, ki ima rok trajanja potekel, medtem ko ta dva tukaj pa ja, neka toplina je, bratstvo, prijateljstvo, hkrati pa tudi, ko naprimer Bim najde prvič mali v tej trdnjavi, se v bistvu zlomi, zjoče se, pokaže neko svoje čustvo, ima nek določen zdrav odnos do tega, kakšna je njegova naloga, pa do svojih bližnjih. Ameriški kino, sodobno ameriški kino, kaj šele 80. ameriški kino ne premore tega na tem levelu blockbusterja, tako sem izrazil. Tako da to, ja, ni tega dost, bodimo odkriti, se vseeno akcijska epopeja, ampak ja, kar pa je prikazano, se mi pa zdi, da je v bistvu zelo netipično za blockbusterski film. Ja, jaz sem si poskušala predstavljati, da bi bilo tako v Rockyu, recimo, neke spontane plesne scene ali pa ne vem, nekaj tako, ok, gremo v disko plesati ali pa nekaj. V resnici se mi zdi, da, a veš, da ples pa borilne veščine v resnici niso tako daleč stran. In tukaj se mi zdi, da v bistvu ta briljanca teh koreografij, ki izhajajo pač res iz neke, mislim, tako, to so res te akcijske scene so basically plesne koreografije in izhajajo pač res iz te tradicije in pač delajo, mislim, kinetične so 100 na uro in to pač je za film the best. Jaz moram reči, da recimo razmerja med obema pač moškima protagonistoma in njunima ženskama recimo nista neki, oziroma tale, kaj je že Raš, ki ga una tam čaka, ne vem koliko let že, da on pride z unim orožjem domov. Pač tisti je tako, pač ja, ok, se imate rada, ampak tako. Ampak ne, jaz recimo, prva scena, kjer on ima tole ogrlico in razmišlja o tej svoji siti, nazaj, ker pride Bim do njega in tako pride do njega, roko mu da dobesedno med noge, ko sedi on na uni ograji, roko in se tako pogovarjata tako, zelo tako, mi bi temu rekli pač stereotipno žensko, ker naj dve najstnici recimo na... Hočeš reči intimno. Intimno, hvala. Jezus, iskal sem to besedo, ja, intimno. In je tako, res je ena druga, čist druga izkušnja, čeprav, ja, valjda, je pa to ob tem, da
da je pač skratka že v prvih 10 minutah to, kar sem prej omenil, Raž, ko mu reče, aretirajte enega človeka, nekega modela, sred množice, pač ta tip gre dobesedno ven v množico, pretepe vse, da pride do unga in ga zvleče ven. To je pač nekaj tako, pač v prvih 10 minutah ti film pove, kaj bo. In od takrat še vedno ti ni vsega povedal, ker od takrat gre samo še gor. Tako da to se mi zdelo, pa ker je Ana že omenjala seveda te plesne točke. Ja, jaz moram reči, da sem zdaj, Igor je tudi neki širal nek dokument z nami in da pač skratka, indijska tradicija indijskega filma oziroma filma z področja indijske države je seveda povezana z gledališčem, ni tako zelo povezana, bomo rekli, ni to art forma filma, se je zelo hitro priključila na gledališče in se je gledališče preprosto preselilo na film, na nek način in sploh se niso ukvarjali s tem, a to ustreza formatu in ne. In od takrat imajo pač tudi oni tako, je tudi pri njih ta tradicija močna pač tega plesnega, pojočega filma, ker to ni musical. Ne, v bistvu mene je spominjal na no, tukaj bi še dodal, da so oni se na začetku, koliko jaz razumem, pa sem slab poznavalec, ne, ampak oni so se na začetku zelo vklopili v njihovo folkloro, ne, da so to skušali najprej v bistvu ekranizirati. Ne. Kar se tudi pozna v tem filmu, kako se vklapla v kasnejših scenah v neke njihove mitološke scene. Ne. Mene je pa to spominjalo na bistvu neke take grški teater, ne, še posebej pesmi, ki potem razlagajo to, kar gledaš, ne? Kot nek ta zbor, ki govori tragedijo, zdaj pa vidite, se držite za roke, a bo njuno prijateljstvo preživelo, ali bo prišlo do prelivanja kri, ne? In tako naprej. Mislim, ni sploh motilo, ampak zelo drugačen vstop imaš v uživanje. Ne? Zdaj, intervju z režiserjem, ki sem ga bral njema, tudi za glede akcijo, ko so ga spraševali predvsem zahodni mediji, no? Zakaj snema na takšen način, kot snema, ker je rekel, pač meni so najbolj pomembne te emocije, ne bom rekel, da so to ful kompleksne emocije, ampak da pač mu je to zelo v ospredju. In vsa ta akcija, koreografija, glasba, opera in melodrama, to ful pripomore k temu, da ti v bistvu da točno te iste emocije, ki jih on zasleduje. Predvsem v akcijskem smislu se mi zdi, zakaj je mogoče zahodnjakom nam ali pa zakaj kritikom biti tako všeč, ker je tako jasen. Zraven tega nekega slow motiona, ki ga pač poznamo pri drugih režiserjih, Schneider predvsem, ampak ta jasna vizija, kako akcija se odpleta, geografija je na mestu, tu se spogleduje malo s Cameronom, ampak v vseh teh akcijah nikoli nisi zmeden. Točno veš, kaj se dogaja, kljub temu, da je tako over the top, da je toliko statistov noter, da je tako epska scena, ne vem, gorijo šotori, rušijo se, živali napadajo, v temi se dogaja, ni da ni, skratka. Ampak točno veš, kje se kaj dogaja. In ta ostrina, ta jasnost je nekaj zelo redkega, bom rekel, predvsem v zadnjih izvedbah, John Wick ima nekaj podobnega zdaj pri nas, ampak vsi ostali pa se lahko mogoče zgledujejo po tem. Hitri in drzni tudi znajo imeti take scene, toliko over the top, in tudi imaš neka čustva. Tako da jaz mislim, da mogoče je to še nekako najbližje hitrim in drznim. Ja, ampak veš, govorimo predvsem bolj o vokabularju, ki ga prezentacija uporablja, Mislim, meni je ful fascinantno gledati, kakšno držo imajo vsi ti liki, ker imam tako včasih, mislim, večino časa, ko gledam te filme, imam res občutek, da gledam tako neke kipe, ki stojijo tako na sredi trga, Mislim, te poze, kako se oni držijo, kako hodijo, kako imajo dvignjeno glavo. Mislim, to je toliko pač prezentno v vsakem kadru. Mislim, koliko neke pozornosti je tudi po moje iz nekega igralskega vidika dano na to. Mislim, se mi zdi, da to res pripelje eno tako, mislim, epsko mitološkost notrno na en tak zelo preprost način. Mislim, druga je pa še ta, mislim, pač v tem filmu je ves čas pač vsem malo tako piha veter v laseh. In to je, mislim, jaz ne vem, ampak to je pač tako dobro. Mislim, res. Tako. Pač, a veš, tako tisti moment, ko se pač zaljubiš v človeka, mislim, tako je pač ves čas prisoten tako v vsakem kadru. Ja, mislim, na ravni prezentacije so se ful potrudili, da res povzdignejo vse te sicer zgodovinske like na neki več, da je res... Mislim, da Bemo je v prvem kadru od spodaj posnet, kako se poliva s krvjo, pol je pa neki reverse shot na vodi, kjer se ga
identificira z vodo, medtem ko Raž z ognjem in ta dva simbola se non-stop prepletata. Tam, mislim, toliko tega epskega šita mitološkega je noter upleteno na zelo fin način. Tam, ko skoči ven iz tega tovornjaka z 2 baklama, pa tako za njemu vsi igri. Prav Indija za njemu skoči. Čista Indija. Tista scena je tako dobro narejena, ker ti veš, da ima on tam tigra, pa ne veš zakaj. In potem, ko se to zgodi, ko on tam s tistim, nekako ti je jasno, da bo tigra spustil, ampak koliko živali ima. In kak je to posneto, si pa samo tak poing. Mislim, pravim si predstavljati, kako so morali se počutiti te razni režiserje, pa kaskaderi, ki so to videli, Cameron, pa Del Toro, pa Snyder. To je mogoče. Ja, zanimivo, zdaj, ker si mi to ti tudi omenil, ne. V resnici pa zanimivo, ker si Igor ti rekel, da je to bliže recimo Hitrim in drznim in nismo vsi takoj pomislili, ne vem, na Marvelove superjunake ali pa seveda DC-jeve superjunake. Ker se mi zdi, da je ena zelo zanimiva razlika, ker Marvelovi superjunaki pač imajo neko svojo zgodbo, konstrukt njihove identitete je zelo jasen, kako oni pač naredijo to superhero becoming zgodbo, kako se on zave svojih moči in ne vem kaj. Tukaj noter imamo pa dva, in tu se strinjam s tabo, Mito, grško gledališče, grška tragedija, ki seveda izvira iz grške mitologije. Tudi tukaj jaz mislim, da je prej bazo iskati ne v nekih superjunaških stripovskih formah, ampak bolj v mitu. Meni to res deluje, kada gledamo pol bogova. Skratka, ona dva sta ta indijska pol bogova ali pač ena izmed panteona njihovih indijskih bogov, ki jih imajo pač, zdaj mešam indijske, verjetno smislu svoje hindujsko religijo, se prečujem, vse danes mešam. Skratka, imajo ene kup tega panteona in bolj meni deluje v tem smislu. Nimaš občutka, niti malo, ne bom rekel, da nista človeška sta ravno v tej svoji emocionalnosti, ki je imata še ful, pa skratka, ni da je nimata, ne? Ampak nista pa na enak način to superjunaka, kot sta recimo stripovska superjunaka v sodobni kulturi. Ne, vsekakor ne. Mislim, da tudi na koncu v 3. dejanju oziroma zadnjem dejanju se Raž v bistvu prelevi v nekega hindujskega polboga ali boga z tem lokom pa gorečimi sulicami z granato. Puščica je, pardon. Zdaj, jaz sem malo bral o tem kontekstu, ker pač on je dobesedno oblečen že, pa ilustriran kot tale neki pol hindujski bog. Do samega škarlata, ki ga ima oblečenega, oziroma neke oranžne, ki je prav specifična za tega boga, in tako da so šli to čist full on hard na hindujsko mitologijo. Tako da to je čist onkraj tega stripovskega mita, kot ga mi mogoče poznamo. Oni imajo precej tega svojega, da lahko gradijo na temo in tu so brezsramno noter vrgli to zadevo, kar legitno. Ja, ker nismo še do zdaj omenili, ampak seveda moramo, ker smo se dotikali tudi muzike, seveda je film prejel celo Oskarja, edinega Oskarja, za katerega je bil nominiran, to je Oskar za najboljši komad Natu, ki je tudi meni, jaz moram priznati, najboljši komad v celi stvari, ker je tako, to sem tudi hotel prej reči, ker smo rekli, da to ni musical, ker v musiclu, kljub temu vem, da mi to ti ne maraš musicalov, pa da se ti zdi to izumetničena ta scena, ko začnejo pet in plesati, ampak jaz imam v musiclu vedno občutek, da je to, kaj da bi gledal to z perspektive nekoga, ki pač ima neke privide ali pa nekaj, ker je še vedno razpoznavna realnost, pa začne plesati sred pisarne in potem sodelavci plešejo ali pa neki uporablja predmete pisarniške, ne vem kaj. Tukaj pa nimaš ti tega občutka, kot da je to nadaljevanje in del zgodbe, ampak prav to je svoj set. Zdaj bo točka, kjer je sicer komad govoriti, kot si ti rekel, kaj en zbor opisuje, kaj se dogaja, ampak komad je povsem skorda ločen od dogajanja. Pač vse se ustavi, oni zdaj zaplešajo in zapojejo in je to nekaj čist normalnega. No, ampak to malo spominja na La La Land, recimo, ki je dost bolj tak, ker imaš tista začetna scena, ki stopijo iz avtov in pojejo in plešajo in potem, ko se ona dva spoznata in vse te stvari. Pa tudi tam služi temu, da razlaga zgodbo. Zdi se mi, da je res lepo vključen v samo zgodbo. Mislim, od tega povabila na to zabavo, do tega, da ga tam želijo ponižati, do te v bistvu razlike med temi fancy evropskimi plesi in potem nekim res tem, pač, kako bi človek temu rekel, te bakanalije, skoraj že da ne.
In se mi zdi, da veš tudi ta moment ne, s temi bobni in s tem pač Afroameričanom, ki tam igra na te bobne, pa s temi pogledi, kako se oni razumejo, kaj je zdaj ta pravi ritem. Ne. Mislim, kako bojo oni zdaj tisti, ki bojo narekovali ta ritem. Se mi zdi, da je toliko enih stvari znotraj te sekvence noter, da je... Ja, itak je čista akcija. Tako si že prej rekla, meni je kot akcijski pis, ne, se ona dva borita proti tistim bogim Britijom, tam en, ki se non-stop zgraža, ne, kao, this is disastrous, v zelo slabi angleščini, ne, oziroma pretirani, no, tako kot je vse v tem filmu. In v bistvu me ta točka tlele, pa tih par komadov niti ne zmoti, ker je pač vse over, da to pa taki mišmaš teh različnih žanrov, ne. Pa basically je bitka, ne. Ja. Čist. Tako da pa na koncu je še v bistvu kao bitka med njima dvema, potem pa Raž, mislim, da popusti, ker vidi, da bi mu to prišlo bolj prav, da očara svoje dekle oziroma Jenny. Tako kot vsak pravi bro. Točno to je, kao, da se spoka s plešišča za šanka. Tako da ja, ne, ta ples tlele, ta cel komad mi je deloval točno tako kot action piece, kot ena pretepačina, kar v bistvu tudi je. Pa tudi gre tako hard, da v bistvu dejansko se zemlja trese, razumeš, od vsega tega korakanja in plesa. To ni neko poplesavanje, tako na začetku ta Briti naredi, this is the tango. Ne, on gre hard, ker se kamera trese. Ja, v bistvu mi je bilo ful zanimivo, iz tega članka, ki si ga ti prevajal za ekran, mi je bilo zelo zanimivo, kaj je avtorica napisala, da so v bistvu Indijci res zavijali z očmi, ker smo bili zahodnjaki tako navdušeni nad to sceno, ker pač v Indiji je to stalnica, ne, te over the top plesne točke in da tudi igravci, ki znajo dobro plesati in pet, so najbolj zaželjeni, plus torej skladatelji, ki pišejo te skladbe, so najbolje plačani ljudje znotraj filmske indijske industrije. Tako da na temo je res ful neke teže. Ja, pa če jaz prav razumem, še pred časom TikToka, ne, to ne govorimo zdaj o TikToku, je to pri njih tudi bil to kot en derivativ, oni lahko tudi samo gledajo samo te plesne točke iz filmov, to potem ima neko svoje življenje, kot ne vem, videospoti ali pa ne vem kaj na televiziji. Ne. To, kar se recimo danes pri nas manj dogaja, bolj se dogaja to, da pač vsaka serija film mora imeti nekoga zdaj, ki pleše, zato ker to dajo na TikTok in je pol svoj, se vemo, hands in Wednesday, ne? Ampak ja, oni so to izumili veliko pred TikTokom, no? Skratka, da res naredijo to, da je skupaj s plesnimi točkami in da potem plesne točke živijo še nek svoj pop life. Tudi če prav razumem, pa res nisem poznavalec, ampak je v bistvu ples itak v indijski kulturi za njihovo religijo pa kulturo, mislim, zelo drugačnega pomena, pa vlogo ima kot pri nas. Pa še ena stvar je, če se ne motim, so za trojni R, v bistvu najprej dal sploh trailer, teaser, samo 10 sekund te plesne točke, da je folk na hypu, torej indijsko publiko na hypu, ne, pri nas ne bi to tako dobro palilo, pri njih pa, ker točno vejo, ok, to sta ta dva igralca, ki, če prav razumem, si jo do zdaj nikoli niso mogli prvoščiti, da bi nastopala v istem filmu, ne? Pa so samo ta 10-minutni klip, pa še plesna točka, pa hard on muska, ne, boom, imaš takoj hitič, po moje so tako razmišljali, ne. Pa še ena zanimiva trivija, v bistvu ta scena je bila posneta v Ukrajini pred predsedniško palačo, ker so snemali to v bistvu še preden se je začela vojna, ker med pandemijo vem, da pri tem filmu je zelo veliko tudi britanskih v bistvu filmskih ustvarjalcev sodelovali in ker Britanci niso smeli v Indijo, Indijci pa ne v Britanijo, so pa snemali v Ukrajini. Ok. Tako da se... Zanimivo. Nisem vedel. Ja, v kakšnem drugem režimu bi te Britance zdaj izgnali, ker so tako prikazali Britanijo in njihov kolonializem kot zelo zločinski, nasilen, karikiran, absolutno. Ampak jaz moram reči, da sem tudi v tem blazno užival, tako kot sem rekel, zamem. Jaz mislim, da revolucija še nikoli ni imela toliko ritma. To je bilo res zelo fino in zelo noro, plus to podoba tega mučeništva, to si ti mi to že omenil, ker oba mučijo, dobro, enega Raž sicer svojega bima prijatelja muči, no, ker ga more pač tako, pol seveda njega mučijo, da se je odkupi za to, ker ga je ujel, izdal in tako naprej. Tako da ja, ta film ima toliko enih
norih stvari. Ja, Ana, povej. Ja, če se vrnemo malo še v bistvu, potem, ko se konča ta točka, ko ga Korač nese Bima na ramenih, ker je seveda on zmatran od te blazne plesne točke, ampak v bistvu ta štuporama, ki se pol v tisti ključni, zaključni sekvenci pojav, mislim, koliko pa je dobro narejen. Ne, čisto Ja. ja. Kako one dva to sodelujeta, to me res zanima, kako so to snemali. Jaz mislim, da na žicah, no to je bil moj guess, pa da so pol zradili, ker težko bi za to vse tako koreografiral, ampak ja, se strinjam, čisto nora koreografija. Dost me je spomnilo na Malignant, v smislu, kako se je v bistvu ta akcija z, ne vem, Z obrnjen trup tle. z krivičenjem teh hudov, pa potem, kako se ona dva borita proti tem britanskim vojakom, me je zelo spominjalo na Malignant. Ampak ja, mislim, akcija je zelo na mesto, pa kako se ona dva zlijeta v eno in potem premagata z skupnimi močmi. Čisto over the top, ampak zelo na mesto. Ja, zdaj dobro je tudi jaz. To bomo zdaj res omenili vsakeč, ko kaj rečemo, se ne spoznam na to. Ampak ja, domnevam, da vseeno v indijski zgodovini mora obstajati tudi ta resentiment, pa sentiment do tega, da seveda unih, ki so sodelovali z Britanci, da so seveda kvizlingi in ne vem kaj, ker so bili pač del kolonialne oblasti. In tukaj jaz mislim, da je spet ta fora seveda noter, on kot policaj, kot nekdo, ki je zraven sodeloval, ki je Britancem držal štango, se tukaj spravo doseže z unim revolucionarjem iz gozda in skrbnikom teh nekih tradicionalnih vrednot indijskih. Tukaj pač prideta končno skupaj in zdaj bosta in samo s skupnimi močmi oba lahko seveda premagneta zlobnega, kaj je že, guvernerja Scotta. Najbolj generic British name ever, ampak ja. Mene je v bistvu do tam 2 ure, do tega flashbacka zelo skrbelo, kako bojo Raža odkupili. V bistvu do takrat si kar malo zaskrbljen, no? Veš, tip ni baš najbolj pozitivno prikazan, ne? Pa tudi to njuno skrivanje, kdo je mislim, kaj so njune identitete, ne, prave, ne? Ja, by the way, čigav najboljši prijatelj ne ve za drugega najboljšega prijatelja, kaj počne v življenju, veš, že to je tako, ampak ok, odpustimo za to, ne. Ampak pol me je pa ta flashback me pa tako odkupil, je šel tako hardcore noter v to travmo, pa krivdo, pa rešitev očeta, pa skupnosti, pa zasnovanje revolucije, pa tako simpel, s tem te 2-3 soundbite imaš, ne, load, aim, shoot, to se ponavlja potem skozi, pa še ta fora, da mora on zrihtati orožje svojemu ljudstvu, da se opre potem končno. Ne. Kar je tako zelo simpel premisa, ne, koncept ali pa motivacija za koga, ampak tako fucking dober del. Tale za NRA ljudi, mora biti to tak, wow, orožje je tisto, kar hočejo, to je film po moji meri. Samo ne, da so prenasane. Zakaj so tako posumčeni? Ampak drugače pa ja, to je matrica romantične komedije. Ne? Skratka, par pride skupaj in potem neka zunanja sila, ker lažeta drug drugemu, se razkrinka in potem gresta na razen in na koncu sta spet skupaj. Sem da ni letališče, ampak je britanska kolonialna palača in da pokoljeta milijone, ne vem koliko ljudi, enih, da prideta do tega. Ja, tisti prizori tle v džungli, ker one puščice začnejo leteti. To je res noro. Tudi meni je všeč ta kombinacija spet modernega in tradicionalnega, unije na konju, unije na motorju, da imaš spet to dvojnost. Pač ja, več časa se pa s tem, da oni, ki je tradicionalni, ki izhaja iz džungle, je na motorju, medtem ko je na konju, oni, ki je bolj urban, tako da te stvari so zelo lepo uravnotežili. Ja, tako da jaz moram res reči, da sem bil navdušen nad tem filmom in da tudi jaz moram prav pogledati, če še kakšno od njegovih prejšnjih, če so ti. Ja. Absolutno, priporočam. Oba Bahubalija sta, mislim, da na Netflixu dostopna, ker tam imaš tudi, mislim, leteče ladje, reke bivolov, pač človeške bombe iz ljudi ščiti. Mislim, tako. Kupla si me z rekom bivolov. Noro. Mislim, plus to, da imaš tudi malo bolj polnokrvne junakinje, ki se borijo skupaj
svojimi izbranci in ena je res huda sekvenca, ki je tako, pa dobesedno ne moreš ločiti plesa od akcije, ker one dva kot dva lokostrelca v paru nastopata skupaj in imata neko to plesno akcijsko sekvenco, ko pač z lokom ubijata sovražnike in hkrati plešeta pač svoj tango. Wow, to... Ali se vam zdi, da zdaj po uspehu tega filma bomo več teh filmov dobili, da bodo prišli, ne vem... Dobro, Igor, mogoče moraš malo pojasniti, je bil ta film uspešen globalno? Na Netflixu je bil full gledan. Globalno. Na vseh teritorijih, na večini teritorijev je bil zelo gledan. Avtori so zamerili Netflixu totalno, ker so samo v hindujščini dali, in angleščini, ni v tej tamilščini, teluščini. Ampak, kakorkoli, mislim, da glede na to, koliko ljudi je videlo ta film, da bo Netflixu vsaj v interesu, da odkupi še kakšnega, zdaj pa ne vem, nameravate gledati? Mislim, Ana ne rabi. Mislim, meni je predvsem žal, da je to vrsten film dostopen samo na Netflixu. Jaz si res želim gledati tak film v kinu, ker to je film za v kino. In ne vem, mislim, bila sem že 3-krat na tem, mislim, da so ga 3-krat predvajali v Gartenbau kinu na Dunaju, kjer tudi ni imel sicer pač kino relisa, ampak so imeli 3 posebne projekcije. Ampak je vedno bil tako, da sem imela neke druge obveznosti takrat, ampak tako res absolutno si želim. Tudi Mašo sem prepričvala nekaj časa, da ga proba dobiti za Kurjo poldo, da bi ga zavrtela, ampak nekako sploh pač zdaj, ko so bili tudi nominirali in dobili Oskarja, so tudi cene potem toliko narasle, da je za eno projekcijo to absolutno prevelik zalogaj za en tak festival. Kurja pol dožal. Ampak upam, da na neki točki to doživim. No, Ja, definitivno je film za pogled v kino. Ne? In to je. In jaz včasih pač dobro, se razumem, kino ima svoje tveganja in ne vem kaj, ampak vseeno ne razumem, kako da ne bi mogli enega takega filma recimo predvajati v enem cineplexu, ki ima ne vem koliko dvoran in da ne mogo ene dvorane žrtvovati, pa probati. S čim takim. Mogoče imamo tukaj pot za prehoditi v smislu tega, da se odtresemo nekih določenih predsotkov tega. Se tudi, veš, prej si se sam zagovoril Bollywood. Indija ima, če se ne motim, 5 večjih filmskih centrov. Bollywood je zgolj eden izmed teh in to država, ki producira preko 2000 filmov na leto. Niso vsi Bollywood. Poznamo pa kulturno samo tega, ali pa neke žajfence, ki pridejo na Bled snemati, moče kakšen prizorček ali pa kaj tasga. Tako da jaz bi si želel kaj več tega, pa da ne bi bilo zgolj stvar hajpa, ampak da bi vredno produkcijo prišlo, da bi folk to gledal tako, ker pride na seznam, ne zato, ker mi na Twitteru nekdo kriči o tem. Ja, jaz tudi mislim, da je skrajni čas, da mogoče tudi naši distributerji začnejo malo več posegati po sploh azijskih kinematografijah, pa naj bo to japonska, korejska, kitajska, indijska. Mislim, tega je res nenormalno veliko. Poleg tega recimo tudi v Afriki, mislim, imaš zelo zanimive režiserje, filme, stvari, ki se dogajajo, ampak mi pojma nimamo zaradi tega, ker ne na festivalih, oziroma zelo redko, mislim, festivali so še edini, ki nam prinesejo vsaj kakšen naslov iz tovrstnih kinematografij in se mi zdi, da je res velika škoda, ker pač zamujamo zelo veliko enih zanimivih stvari. Je pa res, da mislim, pač zdaj se mi zdi sploh s temi pretočniki pa s tem, da je pač res ta potreba po nekih konstantnih novih vsebinah, da mislim, prihaja več tudi iz nekih drugih držav, da ni vse zelo tok Evropo oziroma Zahodo centrično in kar se mi zdi res zelo dobro. Ne vem, če vas pa zanima, v bistvu sicer Satyajit Ray je mogoče eden najbolj poznanih indijskih režiserjev,
ampak v kinoteki bo glih v maju in juniju retrospektiva njegovih filmov, pa tudi v ekranu, zdaj v naslednji številki bomo imeli temo indijske kinematografije, kjer je mogoče malo več, si lahko preberete, sicer tako res ena taka kapljica v morje, ampak vsekakor mogoče za nek začetek pa je tudi fajn. Še vedno boljše kot ena kapljica morja, kot noč, nobene kapljice. Kapljica na kapljico, kozarec. Krvi. Krigl. To sem že hotel reči, mene ta film ful spomni na Once Upon a Time in China, ki je v Criterion zbirki, ne? In ima v bistvu over the top akcijado pa nacionalizem kitajski, ki se bori proti Britaniji, in če vam je bilo tisto všeč, torej vloga Jet Lija, to je leta 91, zgodovinski lik, ki se bori proti kolonialistom, ista fora, če vam je bilo tisto všeč, vam bo to tudi. Evo, samo to. Super. Žal naš čas danes malo nas je pregnal, slabo vreme nas je malo zafrknilo. Ali javni promet. Ali javni promet, tako da bomo na tej točki morali zaključiti. Zaključili bomo pa za rubriko, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, in sicer z Aninim delom mi bomo pa naše stvari posneli naknadno, tako da tiste, ki ste bolj tonsko, ki imate bolj posluh, ne vas to ne zmoti, kaj preveč. Skratka, Ana, kaj si poleg tega, da si zdaj še enkrat pogledala Trojni R, hvala Mito, kaj si še takega gledala v zadnjem času, kar te je navdušilo? Ja, z Majo sva bile za vikend v kinu, sva gledali R. Pač očitno so zdaj res zelo popularni radali filmi o znamkah. Ampak moram reči, da sva se zelo zabavali, da je film res taka proper komedija, da ima super dialoge, soundtrack, kostumografijo, tako da midve so se imele super, tako da lahko samo priporočava. Drugače, zadnje čase pogledam kar veliko romantičnih komedij, zaradi tega, ker s kolegico pripravljajo tudi eno mini retrospektivo romantičnih komedij v kinoteki. Potem pa v bistvu na Criterionu so pa tudi v bistvu zdaj imajo eno lepo zbirko filmov oziroma erotičnih trilerjev, ki je tudi en žanr, ki me precej zanima, ampak jih nisem še veliko videla. Se pa lepo povezuje tudi z podcastom, ki ga ful rada poslušam, to je You Must Remember This, kjer zadnji 2 sezoni, v bistvu prejšnjo sezono je Karina Longworth delala Erotic 80s, ravno pred kratkim pa je zaštartala nova serija Erotic 90s, kjer skozi pač te filme nekako dekonstruira spol, spolnost in tako da res zelo toplo priporočam v poslušanje in gledanje. Potem pa ja, kaj še, berem pa trenutno eno zelo zanimivo knjigo od Jamesa Bridla z naslovom Ways of Being, ki pa nekako razmišlja o nečloveških inteligencah, o živalskih, rastlinskih, planetarnih, umetnih in tako dalje. In v bistvu se mi zdi, da zelo lepo me ozemljuje v tej trenutni medijskem hajpu umetne inteligence, pač ja, je spet nek ta šokanten, senzacionalističen moment, s katerim nas poskušajo prestrašiti. Super. Hvala, Ana, na tej točki se ti res zahvaljujemo. Naslednjič te povabimo spet kakšen film, kjer bomo imeli 2 uri časa, da boš lahko vse povedala, kar imaš za povedati. Pa tudi povabite me lahko vsaj 2 dni prej. Ok, naslednjič te bomo tudi 2 dni prej povabili, obljubimo. In to je to za ta denar. Skratka, mi bomo zdaj, boste slišali še naše predloge in vse ostalo. Super, hvala torej, Ana. To so bili Anini predlogi, skratka, kaj gledati, brati v teh naslednjih dneh. Zdaj pa seveda tradicionalno nas med našimi 3 odpira Igor. Igor, kaj si ti v zadnjem času gledal, bral, špilal, poslušal? Gledal sem najprej Renfielda, to je ta Dracula film z Nicolasom Cageom kot Dracula, kar je
bila stvar, ki me je kupila. To Nicolas Cage kot Dracula, jaz sem za. Ampak ful se preveč nazaj drži, oziroma ga režiser nazaj drži. Malo so scene, ko overacta, ampak čist premalo je tega za moj okus. Štorija je pa pač glavni junak je Renfield, ki ga igra Nicholas Hoult, Drakulin služabnik, ki ga je v filmu Dracula, o katerem smo zdaj govorili, odigral Tom Waits. In basically, kar so pa naredili iz tega scenarija, pa je postavljeno v sedanjost, kamor se ona dva zatečeta. In je malo tak na pol superhero movie, ali Renfield pač poje hrošče, tako kot je on je tam jedel, samo da ta dejansko dobi supermoči in potem lahko prefukava ljudi, da so žrtve in jih prenese Drakuli. Pol pa se zaljubi v eno policistko, pa skupaj prefukavata ljudi, pa ne vem, med drugim trga ljudem roke in potem druge ljudi tepe s tistimi rokami. Ful ni tale stripovski moment, kje je hecno, kje je realistično, malo je all over the place in to se pozna v filmu, hkrati pa Cagea je premalo notno. Zelo lušen dodatek pa je v začetku intro posnet kot tisti film iz 31. Dracula, pri čemer so pač na novo narejene scene, pa vse to pa je pač Cage, Dracula in on Renfield, pa imaš te scene I never drink wine in podobno. Pa je lušno, ampak spet je samo par minut, pa pač je superhero štek. Tako da, ja, mislim, če si Cage fan, ne moreš ne gledati, ampak ni tako dobro, ko bi lahko bilo. Prve plata so bile boljše, v bistvu. Točno tako. Prvi sem pogledal brata Super Mario film, kar vsakeč moram razmisliti, kak je ta nenaravni, nelogičen vrstni red besed, ki so skupaj zblendane. Pa je okej. Mislim, zdaj nič posebnega. Mislim, da se lahko bolj zabavaš, če špilaš igrco, namesto da gledaš film o teh junakih, ampak je cool, je cute, za otroke je cool, se jim ful dopade, koliko sem videl v kinu, v glavnem ne grejo otroci gledati, ampak odrasli, pa tudi njim se je kar dopadlo. Pač taka harmless animacija in spodobno narejeno, ampak basically pač pelifroci gledati. Gledal sem Air, ki ga je že Ana omenila, in gledal sem čudežno popotovanje Spirited Away od Miyazakija, ki je bil v kinoteki in ne vem, ampak to je en teh filmov, ko vsakič, ko jih pogledam, najdem nekaj novega, se mi zdi, pa je še malo boljši. In v kinu ga je res lepo gledati in vidva sta snoba, ki menita, da Ghibli ne bi smel biti sinhroniziran, čist lepo paše. Super je. Res lep film, poglejte si ga, ne glede na to, v katerem jeziku je. Okay. Tako da je to. Ne, definitivno je za pogleda, tudi če ga kvari slovenščina, ampak sej animacije ne more. Ne, gotovo, mislim, jaz priznam, da nisem in pač ne vem zakaj, ampak imam ja to, če lahko gledam v izvirniku, bom vedno gledal v izvirniku, če se le da. Isto. Ja, brata Super Mario film je samo v sinhronizirani verziji v kinu. Tako da, če hočete Chrisa Pratta slišati in Anya Taylor-Joy, počakajte, da bo pač na video oziroma HBO, kjerkoli pač bo. Mislim, da nas Sky Showtime. In takrat boste lahko nastavili angleščino. In, ja. Super. Mito, kaj si ti pogledal, kaj ti priporočaš lepega? Priporočam John Wick 2 in 3, ju bom kar v kompletu zato obdelal. Dvojka se mi zdi dobro nadaljevanje pač enke, ni nekako, zdi se mi, da je pisto precej v enakovredne enke, no? Medtem ko trojka pa pomalo, mogoče po celo povzdigne, vsaj zame malo povzdigne zadeve gor. Vem, da je to kontroverzno mnenje, očitno, ali kaj, ampak meni je... Kontroverzno, ampak mi dva z Igorjem se ne strinjava. No, ok. Meni osebno je v bistvu...
akcija nekako postane predvidljiva, ampak ne zato, ker nič novega ne izume, ampak ker John Wick za pištolo lahko zgolj na 1001 način, ki se potem že malo ponavlja, lahko ubije ljudi. V trojki pač enostavno to nadgradi z noži, pa z ninja, mislim, da meni za eno stopničko više dvignejo celo zadevo. Medtem ko ja priznam, world building postane nekako kompleksen, ni pa mi moteč v smislu, da pač imaš nekega elderja pa nekega revizorja, ali kaj so oni, neka sodnija, ki pride noter, ki potem rešuje zagate z Continentalom, še posebej po finalu dvojke, ampak to se mi zdi nekako na pol dobrodošlo, po drugi strani pa ja, so what? V bistvu to ni smoter teh filmov, niti ne bremza film, niti ni point filma. No. In pač plus dam, stopničko više dam, no, zgolj zaradi ninč pa nožev, tako da to je to. Kaj pa pesi? Ker sem si jaz sem film videl samo v kinu, ko je bil in Psi z Halle Berry, to je mi najbolj ostalo v spominu. No. Ja, meni je okej, ni pa nekako bom rekel, jaz imam taki feeling kot Jackie Chan Tuxedo fora, veš, ko se v bistvu pojavi neka zunanja sila, ki potem tej akciji, tem super naravnim sposobnostim teh asasinov nekdo drug odjemlje, te moči malo zgubijo. Vse kuški so cool, kuški so vedno the best, ampak veš, se mi zdi, da dodajajo noter neki element, ki je hkrati nepredvidljiv, pa podložen akciji, pa odvzema glavnim likom, pa njihovim sposobnostim. Štekaš. Ja, ne, samo kuški so orožje, vse. Ja, se vem. Isto kot noži. Tako bom rekel, nič mi ne vzame od akcije, ne devam zaradi tega, kao manj. Samo pač isto mi je, točno tako si rekel, orožje je isto kot noži. Ne bom pa dal temu plus, ker so pač kuški. Mi je v bistvu akcija s konjem, pač cela scena bila dost bolj zanimiva, no? Ker je pač nov element, ki je pač v akciji, ne pa novo orodje, no? Oziroma orožje, kakorkoli. Ne? Zdaj, v bistvu, tudi ko govorimo na scena z noži, mi ni zanimiva zato, ker so noži, ampak zato, ker je v bistvu cela akcija malo drugače zastavljena kot s pištola. V bistvu ta drugače korigirana, mislim, koreografirana, pardon. Koreografirana. Ja, tako da zato mi je trojka meni mičken boljša. No? Od dvojke. Enkrat mi je še vedno top shit. Bomo videli, kaj boš rekel v štirki. Ja, tudi, mislim, upam, da bom še ujel, preden mi zvizne izplaten, ampak drugače pa vsekakor. Še vedno je najbolj gledanih filmov. No. Danes sem gledal in je, mislim, da tretji je najbolj gledan. Upam, da bom ujel. Pol imam pa še en naslov in to je pa 65. Ja. To se pogleda. Boring. V bistvu je tako, življenje najde pot na Zemlji 65 milijonov let nazaj in se mi zdi kot neka mokre sanje ameriških kreacionistov, da pač dinozauri in ljudje so vseeno bili skupaj samo v sci-fi elementu noter. Skratka, je Jurski park, moraš preživeti, torej ta park dinozaurov, z science fiction premiso preživeti, mislim, z logiko preživetja. Ne? Torej, da Adam Driver, ki je torej član, on je alien neke civilizacije, ki crashlanda na Zemlji in more preživeti z neko punčko, ki je tudi preživela ta crash. Morate najti escape pod, ki je 15 km oddaljen. By the way, kudos Američanom, da so uporabljali kilometre, torej metrični sistem tukaj. In to je to. Nobene globine ni, liki so zelo površinski, s flashbacki rešujejo neke motivacije, igralke Alesena od Tripizde materne, Adam Driver. Mislim, otrok je. Ja, se vem, ampak sorry. Če imamo igralce, ki so sposobni, ta ni. Sorry. Adam Driver pa bolj ali manj samo godrnja, sopiha, kar na hod. In to je to. Torej ti postaješ naš John Oliver, ali kaj? Ja, bom vzel kot kompliment, vsekakor, I'll take it. Tako bom rekel, mislim, film je stal, če se ne motim, 45 milijončkov, pa ravno je obrnil, da ima dovolj, dvomim, da bi z tega franšiza ratala, upam, da ne. Film, ki ga pogledaš, je čisto ok za nedeljsko bero, ampak ga tudi hitro pozabiš. Tako. Ok. Škoda sicer, ampak je bilo nekako za pričakovati. Ja, kaj ne rečem. Mislim, tako, včasih bi to šlo direkt na videokaseto, no, če me vprašaš.
Ok, super, hvala mi to, je to bilo to? To je bilo to, ja. Okay. Potem sem še jaz sem zaradi tega, ker je prišel skratka Murder Mystery 2 na Netflix pred tednom 2, sem pogledal prej še enko in moram reči, da sem se v enki precej zabaval, zdela se mi je zelo zabavna. Nisem fan Sandlerja, ne, to mislim, da sem večkrat povedal, ampak mislim, da v tem filmu zelo paše in tudi Jennifer Aniston je dobra kombinacija sta in v prvem delu je meni zelo všeč ta razlika med tem, ker sta ona dva neka ameriška nižji razred, recimo ameriški nižji razred, ki zdaj si pač s nekim odrekanjem privošči potovanje v Evropo in tam naleti na enega bogatuna, ki jo iz čiste muhe povabi na družinsko neko jet set srečanje in potem sta tam totalna tujca znotraj enega takega okolja. To se mi je zdela ta premisa fajn, ampak je film kar precej hitro pač ne ve več, kaj bi z njo počel in pač začne to neko murder mystery foro, ki je v prvem filmu meni malo boljša kot v drugem. Igor se ne bo strinjal z mano, ampak v drugem mene malo moti ta akcijada, no, ful postane vse skupaj preveč akcija, ona dva se nenadoma začneta pretepati vsemi, sta neka pač že junaka, imata bolj to, nista več, ne vem, nerodna slehernika vržena v neko situacijo, ampak sta zdaj že izkušene. Vse po eni strani, vse malo je logično, ne, enkrat sta že preživela podobno foro, zdaj se ja, plus detektiva postaneta potem, ne, to imaš na začetku in sta šla skozi neko urjenje, on ni več nesposoben policist, ampak je nesposoben detektiv, ona pa je pač namesto vredo frizerka zdaj kao detektivka. In bolj je not tist car chase, je meni bil hilarious in mislim, da so skinili Bourna iz tega najboljše car chase v Parizu, definitivno. Mislim, ful bolj sem se smejal kot pri Bournu. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 158. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod. Podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Ana Šturm, Igor Harp, Mito R. Gegič in Aljoša Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem štabu v kinogledališču Bežigrad, zavetišču za vse filmoljube, pa tudi žanroljube, zavetišču s hrano, kokicami in pivom, kot se za pravo zavetišče spodobi, deloma pa žal tudi doma, ker nam je v našem zavetišču zmanjkalo časa, ker se imamo tako zelo lepo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatu z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če boste v naslednjih dneh vsake toliko izbruhnili v spontan ples in petje, uzavestite, da ni nujno, da se bodo vaši sodelavci, sorodniki, prijatelji ali zgolj naključni mimoidoči odzvali z usklajeno koreografijo. Morda se ne bodo odzvali niti z navdušenjem ali razumevanjem, morda vas bodo samo posneli za TikTok. Kakorkoli že, naj vas to ne moti, navijte notranjo glasbo na glas in se prepustite ritmu. Ne povsem mimogrede, tudi na naš podcast se da plesati, le da je ples bolj izrazen, bolj senzualen in primeren tudi za pare. Ali, če med podcastom pospravljate in ali ste samski, za ples s sesalcem. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s K-jem, Obod brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem, tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcere, prikolice, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, posnetke vaših plesnih podvigov, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 158. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja redna epizoda je torej na vrsti 2. maja, prazniki gor ali dol. Zaenkrat sicer še ne vemo čisto dobro, o čem bomo govorili, ampak pustite se presenetiti skupaj z nami. Znova pa ste vabljeni 6. maja na konvencijo Na meji nevidnega na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, kjer bomo s podcastom znova v živo. Začnemo ob 4:30, lahko pa vam tudi že zaupamo, da bomo delali Lovecrafta in kozmično grozo. Za vse podrobnosti bomo sporočili v nadaljevanju na naših omrežjih, mi pa se znova poslušamo torej čez 2 tedna.
Hvala vam za vašo pozornost.